Dosti še poletje pravijo, tako da je zanimiv občutek biti ponovno tukaj. Zadnjič je bilo pred kratkim, če mene vprašate, čas hitro mineva. In imeti poleti predavanja je kar nenavadno. Je pa zanimivo. Imeti občutek poletja in občutek, da so ljudje pripravljeni priti na predavanje o teoriji subjekta in to zato, ker so sami želeli, je tudi nenavadno. To je posebno občutek. Da bi danes zato želel poslušati o teoriji subjekta poleti 5 popoldan je nenavadno. Če najprej ponovim, o čem smo doslej govorili, da bom potem lažje nadaljeval. Potem bi rekel takole. Najprej smo poskušali razumeti, zakaj sploh potrebujemo teorijo subjekta in zakaj subjekt ni sinonim za osebo, za človeka, za posameznika, za individuuma, za osebnost ali pa za človekov jaz. Zakaj torej poleg vseh teh izrazov potrebujemo še enega? Zdi se redundantno. Zdi se, da je subjekt popolno odveč. Ali pa smo prepričani, in mnogi so prepričani, da je subjekt zares zgolj še en izraz za isto. Kar pomeni, da takrat, ko rečemo subjekt, mislimo na posameznika, mislimo na človeško bitje, mislimo na osebo, ki nekaj dela, nekaj počne, nekaj doživlja, razmišlja in podobno. Ker ni tako, ker subjekt torej ni sinonim za vse omenjeno in ni drugi izraz za isto in je nekaj drugega, smo poskušali dojeti, kdaj se pojavi ta koncept. Pojavi se natanko sredi 20. stoletja. Natanko v času, ko je videti zmagoslavje takratne psihologije, zlasti ameriške psihologije, ki domnevno zna pojasniti nekako v slogu fizikalnih idej o teoriji vsega, človeško delovanje, ki zna pojasniti razvoj človekove osebnosti, ki zna pojasniti, kaj je jaz, kako deluje, kako nastane, kako nastaja, kako se razvija, katere so njegove značilnosti in tako dalje. Natanko v tem trenutku, torej, svojevrstnega zmagoslavja, se, kar ni nepričakovano, rojeva nova ideja, nov koncept. Jaz sem omenil zlasti 3 avtorje. To je Althusser, Michel Foucault in Jacques Lacan. To je še drugi, ki se posvetijo z veliko resnostjo teoriji subjekta. In potem smo spregovorili o nečem, kar je še danes predmet zanimivih kontroverz in kritik, zlasti Lacanovega koncepta, v katerem poskuša razmišljati ne toliko o subjektu, ampak o tem, kako nastaja imaginarni jaz. Govorimo o fazi zrcala. Govorim o nekem drobnem dejstvu, kar je zanimivo.
večina kritikov spregleda. Lacanu je zelo jasno, da imajo tudi nekatere živali zavest, občutek o lastni identiteti, oziroma da, na primer, kažejo poseben odnos do lastne zrcalne podobe. Glede tega ni česar novega, Lacan to ve. To, na kar opozori in kar večina kritikov spregleda, ker ne berejo dovolj natančno njegovega besedila, v katerem razvije koncept o fazi zrcala, skozi katero gre človeško bitje, pa je tole, da namreč živali ne kažejo kakšnega posebnega interesa za svojo podobo v zrcalu. Da jo zaznajo, da jo prepoznajo, ne kažejo pa posebnega zanimanja, zato čez nekaj časa nehajo opazovati svojo podobo v zrcalu. Pri človeku je pravno nasprotno. In Lacan to poudari v svojem besedilu. Človek pa kaže strastno, celo ekstatično zanimanje za svojo podobo v zrcalu. Izjemno zanimanje, dolgotrajno, vseživljenjsko zanimanje za ta imago, za to podobo v zrcalu. In to je uvod v množico vprašanj, ki si jih zastavlja človeška bitja, ne pa živali. Ne obstaja žival, ki bi razmišljala in si zastavljala vprašanje, kako ne jaz vem, kaj je moj pravi jaz? Kaj je moj resnični jaz? Ne obstaja žival, ki bi tuhtala in bi rekla, ok, jaz vidim svojo podobo v zrcalu, ampak to je podoba. To je nekaj dvodimenzionalnega, to nisem jaz. Kje je moj pravi jaz? Kaj je onkraj te podobe? Kaj se skriva za to zunanjo površino? Ne obstaja žival, ki bi o tem razmišljala. Ne obstaja žival, ki bi rekla, ja, se meni je jasno, živali kažemo drugi zgolj zunanjo fasado, naš pravi jaz pa se skriva znotraj, ne, to stran fasade, tega pravega jaza ne želimo pokazati drugemu, zato ker smo ranljiva bitja in se bojimo, da nas bodo druge živali prizadele in tako naprej. Ne obstaja žival, ki bi to razmišljala. In obstajajo ljudje, ki to nenehno razmišljajo. Ki se dnevno sprašujejo, a naj pokažem to, kar je moja notranjost, moje prave občutke, prava čustva drugim, ali raj ne. Ljudje to nenehno počnejo. Ljudje smo v svojem vedenju, svojem razmišljanju, svojem delovanju nenehno razpeti med zunanjostjo, med to zunanjo podobo, ki je fiksirana recimo v zrcalu in za katero vemo, da jo prepoznavamo drug pri drugem. Ko se srečujemo med seboj, najprej vidimo natanko zunanjo podobo drugega človeškega bitja. Svoje podobe razen v zrcalu pač ne vidimo, vsaj ne v celoti. In smo zelo odvisni, če si to priznamo ali ne, kaj si drugi ljudje mislijo o tej zunanji podobi, ki jo ne moramo skriti. Zato jo dizajniramo, nenehno jo dizajniramo. In redizajniramo. In nenehno razpravljamo in razmišljamo, kakšna naj bi bila. A je moja zunanja podoba dovolj dobra za druge ljudi, da jo bodo sploh opazili? A sem dovolj opazljiv, kaj če me ne bodo niti zaznali, kaj če me ne bo noben pogledal?
Težko je živeti z občutkom, da te nišče ne opazi, da si neviden, da si tako kot zrak. Težko živeti s takim občutkom. Ni lahko živeti. Kdo trdi, da je lahko živeti, se spreneveda. Ker smo odvisni od potrjevanja drugih. Mi smo nenehno odvisni od tega dejansko, kaj drugi mislijo o nas. Kako zaznavajo našo zunanjo podobo, ker najprej zaznavajo zunanjo podobo. Vse zaznavajo tudi še kaj drugega, ampak zunanjo podobo zagotovo zaznavajo. Nenehno smo v dilemah, kaj bi jim še razkrili, ali raje ne bi, kaj bi jim še pokazali, ali pa jim raje ne bi pokazali, koga bomo sprejeli dovolj blizu, da bo dobil pogled tudi v našo notranjost, ne samo v našo zunanjost, in tako dalje, tako dalje. Obstaja žival, ki bi tako razmišljala. Na drugi strani ljudje razmišljamo nenehno. Ok, do tega smo prišli. Govorili smo o imaginarnih razsežnostih človeških identitet. In poudarili smo, da je pomemben prispevek psihoanalizo k razumevanju človeške identitete ta, da človek nima zgolj ene identitete, da je imaginarnih jazov več. Vsak človek jih ima več. Nima samo enega jaza. Nima samo ene identitete. In da je v imaginarni razsežnosti sveta, oziroma v imaginarnih dimenzijah sveta zelo, zelo pomembno, kar sem že poudaril. Kako se drugi ljudje odzivajo na nas v tem imaginarnem svetu. Kaj si mislijo, kaj ne mislijo, kaj nam rečejo, česa nam ne rečejo, kaj zamolčijo, kaj nam povedo enkrat kasneje, ne pa takrat, ko se je to zgodilo. Česa nam ne povedo nikoli, pa bi nam radi povedali, pa nam želijo povedati, pa ne upajo povedati, pa nočejo povedati in tako dalje, tako dalje. To polje, imaginarno polje, je polno vprašanj, razhajanj, razcepov, sporov, konfliktov. Kaj si kdo o kom misli? Kaj bi si moral misliti? Česa si ne bi smel misliti? Kaj si mislim o človeku? In me je presenetilo, da sem do tega sploh prišel. Drugemu, kdaj rečemo, nikoli si ne bi mislil o tebi kaj takega. Da si zmožen narediti kaj takega. Ljudje nas nenehno presenečajo. Mi nenehno presenečamo drugega. Vselej naredimo kaj takega, če se drugi ne pričakujejo. Tega si pa ne bi mislil o tebi. Nikoli nisem mislil, da lahko narediš kaj takega, da lahko rečeš kaj takega. Se pravi, v tem imaginarnem svetu so naše identitete, po eni strani so zelo fiksne, podrejene so celi množici pričakovanj, ki jih imamo sami do sebe, do drugih in jih imajo drugi do nas. Kakšen bi moral biti? Kaj bi se spodobilo? Kakšen ne bi smel biti? Kakšen želim biti? Kaj drugi želijo, da jaz bom? Kaj jaz mislim, da drugi želijo, da jaz bom? In tako dalje, in tako dalje. Tega je ogromno. In pravim, ne obstaja niti ena žival, ki bi se sekerala zaradi tega, ki bi se vznemirjala zaradi tega, ker sploh nima kapacitet, da bi o tega razmišljala. Obstaja še druga razsežnost sveta, ki jo imenujemo simbolna razsežnost. In obstaja subjekt. In mi smo prišli do roba, do meje, od koder lahko nadaljujemo v simbolne razsežnosti človeških eksistenc in poskušamo razumeti, zakaj je potrebna teorija subjekta, zakaj potrebujemo idejo, da obstaja poleg vsega tega, kar smo zdaj našteli, pa tudi vsega, kar še nismo, še nekaj, kar imenujemo subjekt. Kaj to je? Tega vprašanja, kaj je subjekt, se bomo danes lotili iz dveh zornih kotov. Nastavili bomo
koordinate, tako rekoč, za dve razmišljanji, za dva načina razmišljanja, kako priti do subjekta, kako lahko pridemo do subjekta. Prvo izhodišče je tisto, ki nam bo pomagalo razumeti koncept svobode, koncept svobodnega delovanja. Tudi to je koncept, ki ga večina ljudi ne razume. Zato se sprašujejo, ali je človek svoboden ali ni svoboden, ali je determiniran v svojem delovanju, ali obstaja usoda, kjer je vse naprej določeno. Razmišljajo, kaj bi sploh lahko pomenila svoboda, ali svoboda zgolj to, da se lahko svobodno odločaš, kako se boš oblekel, ali ki boš živel, kam boš šolo hodil, ali je še kaj drugega. Večina ljudi koncepta svobode ne razume, ga ne pozna. Mi se bomo lotili koncepta svobode prek Kantove kritike čistega uma, oziroma Kantove kritike praktičnega uma. Mi bomo, gledali si bomo začetno idejo, Kantovo idejo o svobodi. Drugo izhodišče je ravno tako filozofsko. Opiral se bom na italijanskega filozofa Giorgia Gambena. Giorgio Agamben je napisal izjemno natančno študijo, s katero bomo začeli danes. Izjemno natančno študijo o nekem kratkem dogajanju, zelo kratkem dogajanju, ki ga bolj ali manj vsi poznate. Ampak poznate ga zelo površno, poznate ga zelo slabo. Zato si ga bomo ogledali zelo natančno. To je, tako rekoč, nekaj urno dogajanje med Poncijem Pilatom in Jezusom Kristusom. Kot uvod v teorijo subjekta si bomo pogledali 3 ali 4 odgovore Jezusa na 3 ali 4 zelo kratka in zelo preprosta vprašanja, ki so izjemna. In vprašanja in odgovori. Odgovori so še veliko boljši kot vprašanja in te odgovore si res velja res natančno pogledati in o njih razmišljati. Torej, to sta dve izhodišči, kako priti do teorije subjekta. Vsi dobro veste, da nekega dne oblastniki v Jeruzalemu, judovski, duhovni voditelji, verski voditelji, primajo ga najprej tempelski stražarji, ampak pripeljejo ga pred duhovnike Jezusa Kristusa. In da ga ti izročijo. Beseda izročiti je izjemno pomembna. Izjemno, kot bo razvidno kasneje. Se tudi ponavlja v evangeliji. Se nenehno ponavlja. Nekdo je nekoga nekomu izročil. In seveda v tej luči je že treba kar omeniti, da, in to smo natančno lahko prebrali, že danes lahko preberemo v Judovem evangeliju. Namreč Juda Jezusa ni izdal, pa ga je izročil tempelskim stražarjem. Izročil ga je. In oni ga privedejo, izročijo ga oblastnikom, duhovnikom. Ti pa ga privedajo pred guvernerja, pred oblastnika, ki je Poncij Pilat. Poncij Pilat je, in to je treba poudariti takoj na začetku, Poncij Pilat je vojak. Prosim, zelo. In nima nobenih težav, če treba koga na križ pribiti, to je treba tam vnaprej povedati. V tistem času,
ko privedajo Jezusa Kristusa pred Poncija Pilata, so dnevno pribijali ljudi na križ. Razne upornike, razne revolucionarje in tako dnevno. Torej, Ponci Pilat je trd človek, šolan, vojaško šolan, treniran, je zastopnik oblasti in ima absolutno nobenih težav, koga kaznovati. Okay. In v tej luči je izjemno zanimivo, kaj se dogaja, torej tistem nekaj malega časa, ko torej privedajo Jezusa pred njega, češ, tukaj ga imaš, nekaj nared z njim in seveda ne pozabijo pripomniti, da je z njim, s tem človekom, s tem Jezusom, tudi treba nekaj narediti. Seveda je takrat to potekalo drugače kot danes. Ni bilo odvetnikov, ni bilo, jaz nisem pravnik, vem pa že, da se mora cel kup stvari zgoditi, preden res steče en postopek. Cel kup stvari se mora zgoditi, najprej ti mora nekdo vsaj nekaj malega dokazati. Obstajati mora sum kaznivega dejanja. To gotovo drži. In potem ima svojega odvetnika in tako dalje. In vemo tudi iz tega časa, v katerem smo, da nekaterim uspe, da vlečejo te postopke tudi 10 let in več in pa zastarajo in nikoli ni jasno, je sploh bil kriv, ni bil kriv in tako naprej. Takrat je to drugače. Kaj je šlo to po hitrem postopku, ampak ravno v tem primeru pa ni šlo. Pripeljejo torej za Poncija Pilata popolnoma neznanega človeka in rečejo nekaj naredi z njim, mi mislimo, mi verjamemo, mi smo prepričani, da je kriv. Ti pa ugotovi, česa je kriv in seveda ga potem ustrezno kaznijo. In še dodajo, to je fragment, ki ni nepomemben za naše današnje razmišljanje, da je zagotovo kriv, ker se ima za judovskega kralja. In se celo sklicuje na Boga in celo na to, da je v nekakšnih zelo zanimivih, nenavadnih razmerjih z Bogom, da je Bog njegov oče in tako dalje, tako dalje. Torej, zdi se, da je ta človek ali popolnoma nor, Jezus Kristus, kar je celo bolj verjetno, ker nikogar ni ustrelil, nobenega posebnega kaznivega dejanja mu nihče ni mogel očitati, ker ga sploh naredil ni, razen da je tam malo razmetal tiste mize menjalcev denarja. To je pa pravzaprav vse. Spravi, očitno je, ali pa zdi se, zelo verjetno se zdi, da je Jezus kriv torej nekih bloden, kar pravzaprav niti ni tako zelo hud prekršek, če se ima za judovskega kralja, se je fizično, empirično dokazano ni judovski kralj, da je Božji sin, je pa tudi prej, ko zgolj blodnja, kar pa tudi nekaj zelo nevarnega, ali pač. In Ponci Pilat, skladno s tem, kar sliši, zastavi Jezusu prvo vprašanje. Če je res judovski kralj. In sledi prvi odgovor, ki je izjemen. Jezus reče, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta. On se izogne na nek način vprašanju, oziroma odgovoru na vprašanje, a si judovski kralj, odgovor bi bil da, ne, recimo. Ne reče ne eno, ne drugo. Reče nekaj tretjega. Moje kraljestvo, da, torej obstaja kraljestvo, sem ni od tega sveta. Kaj to natančno pomeni? Pomeni, da ni iz istega materiala kot ta svet. Njegovo kraljestvo je narejeno iz nečesa drugega, kot so kraljestva na tem svetu. Njegovo kraljestvo ni primerljivo z nobenim tuzemskim kraljestvom. To on reče. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ni v tem svetu, sploh ni od tega.
Se pravi, Jezus govori o nekem drugem svetu. Ok. In reče Jezus, jaz sem prišel na ta svet skladno z začetnim odgovorom, da je njegovo kraljestvo od drugega sveta. Prišel sem na ta svet ne zato, da postanem kralj v tem svetu. Tega sicer ne rečem, ampak sledi iz njegovega razmišljanja. Ampak sem prišel, to pa reče, da pričujem za resnico. Natanko take so Jezusove besede. Jaz sem tukaj, da pričujem, da sem priča nečemu. Torej, mene niti slučajno ne zanima kraljevstvo, krone, prestoli, podaniki, materialni bogatstvo in tako dalje. Me to sploh ne zanima, ker jaz nisem zato prišel na ta svet. Jaz sem prišel, da pričujem za resnico. Iz tega odgovora je razvidna popolna, absolutna ločnica med tem, kar ga sprašuje Ponci Pilat, ki je oblastnik. Ima moč v svojih rokah, ima oblast. Okay? Njega to sploh ne zanima. Jezusa. In med tem, kar zastopajo, zagovarjajo drugi oblastniki, so duhovniki, judovski duhovniki, ki ga pripeljajo pred oblastnika. Eni oblastniki ga pripeljajo k drugemu oblastniku. To je zelo pomembno. Češ, mi vemo, da s tem človekom nekaj ni v redu, ker smo oblast. Ti si pa tudi oblast. Celo v nekem smislu nad nami, ker Judeja je le pač provinca znotraj rimskega cesarstva. In torej en oblastnik reče drugemu oblastniku, uporabi svojo oblast in naredi nekaj s tem človekom. In ta človek reče, fajn, vi ste oblast, pa ti si tudi oblast. Jaz nisem judovski kralj, ker kralj je tudi naziv za oblastnika. Ker mene to sploh ne zanima. Se pravi, vaša obtožba, češ, izdaja se za judovskega kralja, popolnoma zgrešena. Bolj zgrešena sploh ne bi mogla biti. Jaz nimam za oblastjo ničesa. Me kratko malo ne zanima. Jaz sem tukaj, da pričujem za resnico. Mene zanima ena sama stvar in samo ena. In to je resnica. In še nekaj, Jezus ne reče, jaz vam bom povedal resnico. Češ, jaz jo imam, jo bom povedal vam. Ne, on reče, jaz sem tukaj, da sem priča nečemu, kar se imenuje resnica. To je nekaj drugega, kot trditi, jaz imam resnico v svoji lasti. Ker tudi to je oblastna drža. Takih oblastnikov je okrog nas je kup. In tudi Lacan na to opozori z diskurzom univerze. Drugim diskurzom, če prvi diskurz gospodarja, drugi diskurz univerze, ne reče, diskurz univerze je samo varianta diskurza gospodarja. Univerzitetniki so pač samo druge vrste oblastniki. To tisti, ki imajo v svojih rokah znanje, vednost, resnico, ki jo potem prodajajo ali pa ponujajo na primer študentom in tako dalje. Gre za oblastne razmerje. Tudi v tem primeru. Jezus to ne zanima. Nobena oblika oblasti ga ne zanima. Zato pričuje za resnico. In seveda sledi novo vprašanje, kar je že zelo nenavadno, da en oblastnik, Ponci Pilat, se pogovarja s človekom, ki je na tem, da čez 24 ur je Jezus mrtev, se razume. 24 ur kasneje je Jezus že mrtev, že pribit na križu. In v tem trenutku se je oblast pripravljena z njim pogovarjati in Ponci Pilat ga vpraša, ok, kaj pa je resnica?
To je nenavadno vprašanje, kaj ti oblastnikov tako vprašanje ne zanima. Pravilno je ne zanima. Zakaj? Bodi si zato, ker sami trdijo, da vedo, kaj je resnica, torej ne sprašuje nekoga drugega. Ali pa jih resnica kratko malo ne zanima, ker jih zanima oblast. In seveda oblast zna biti zelo arrogantna in reče, to velikokrat reče, mene resnica sploh ne zanima, ker tako bo, kot jaz rečem. Ne vsem, kaj je res, pa kaj ni res, ampak bo tako, kot jaz rečem. Oblast to velikokrat naredi. Ta oblastnik, ta nenavadni oblastnik, Ponci Pilat, pa vpraša Jezusa Kristusa, ok, fajn, potem mi pa povej, če pričuješ za resnico. Kaj pa to je? To je filozofski diskurs. To je filozofska razprava. In Jezus odgovor je izjiv. Samo zato je treba preobračati kakšna druga besedila, ne samo tisto, kar je v Bibliji. Tam ni vse, še zdaleč ni vse. Je še kakšno drugo problem, ki jo niso vključili. Oblastniki jo niso vključili v Biblijo. To so samo 4 evangelije. Evangelijo je bilo napisanih najmanj 150. To so 4. 146 jih sploh ni. Glavno so izgubljeni, razcefrani. Ja, cajta sem. Malo je treba počistiti, bo pa ja. Ampak ok, spet je neka druga oblast to naredila, skratka treba je, če želimo vedeti, kaj se res dogaja, treba prebleči kakšne druge tekste, ne samo tiste, ki jih je oblast postavila tja, kjer tam so. In če to naredimo, spoznamo oziroma ugotovimo, kakšen je Jezusov odgovor na to vprašanje. Kaj je resnica? Oziroma, obstajata dva odgovora vezana na status in pomen resnice. Dva odgovora Jezusova sta. In oba sta tako dobra, da je to prav neverjetno res. Kako je Jezus to artikuliral. Prvi odgovor je, resnica je iz nebes. Se pravi, iz nekega drugega sveta. Tako kot reče zase, da je prišel na ta svet, da pričuje za resnico, ki je iz nekega drugega sveta, ni iz tega sveta. Kar seveda je za Poncija Pilata že zelo zahtevno za razmislek. Zelo zahtevno. Kako razumeti, da je resnica iz nebes? Lahko bi, pa ne bomo. Samo za opombo. Se vrnili 400 let v preteklost in poskušali razmišljati o Platonovi ideji o svetu idej. Odkoder duša pride ta svet. Iz sveta idej pride. Jezus pravi, resnica je iz nebes. On ne pove, kaj nebeso so. In nas tudi zelo ne zanima, kaj so. Ker tudi ne moramo vedeti, kaj so. To, kar nas zanima, je čisto preprosta razlika. Obstaja ta svet tukaj, za katerega vsi bolj ali manj domnevamo, da vemo, kakšen je. Da ga vidimo, da ga vsak dan doživljamo, da o njem razmišljamo in tako dalje. In obstaja še nek drugi svet. To zadošča. Imenujemo ga nebesa, ampak zaradi menega lahko imenujemo kakorkoli. Se mi ne zdi pomembno. Pomembno je samo, da je drugi. Eden in obstaja drugi. In resnica je iz drugega sveta. To pa ne pomeni, da ne more biti v tem svetu. Se Jezus je prišel v ta svet, da pričuje za njo. Resnica ima torej zelo pomemben status in zelo poseben status. Zagotovo lahko rečemo, da ima status drugega. Nečesa drugega. V recimo tistem pomenu, ki ga
na katerega večkrat opozori tudi Lacan, namreč, da z kopičenjem informacij, podatkov, znanja nikoli ne pridemo do resnice. Status resnice je bistveno drugačen od tega, kar morda mislimo, da nas to učijo v šoli, da do resnice pridemo s kopičenjem znanja. Zanimivo je tudi, najbolj ni to tako zelo pomembno, tukaj vendarle v določeni meri je zanimivo, da v televiziji lahko gledamo kdaj kakšne kvize. Kvizi niso nikoli narejeni tako, da bi koga zanimala resnica. Kvizi so narejeni tako, da pač preizkušajo, koliko je kdo enciklopedij prebral. Več, ko poznate teh podatkov, več vas zaslušate. Preprosto tržna dejavnost. Za toliko znanja, toliko evrov. To je pač vulgarnost sodobnega kapitalističnega sveta, kjer se znanje, vednost, informacije, podatke zamenjuje za denar. To ima z resnico tudi slučajno nobene zveze. Resnica ima torej status drugega in seveda lahko bi rekli, skladno s tem, če zdaj govorimo, da prav gotovo ni zamenljiva. Resnica ni zamenljiva, niti za informacije, niti za podatke, niti za znanje, sploh pa ni zamenljiva za denar. Resnice ne morete zamenjati za noben denar. Nima cene, bi lahko rekli. Prosim. Pravno to razlago se treba narediti. Mislim, da je tudi sama strukturirana resnica, ki je v cerkev, potem postavlja nam cerkev v bistvu, ki je postavljena, ker je cerkev, ni prav to, kar mi govorimo, je tukaj, pa je iz drugega sveta. To je ta premik, ki se je z njegovo smrtjo v tem istoru in to postavil. Mislim, kar je, mislim, vi zdaj povedal v bistvu, vse je biznis, kar pa nima še bolj. Ja, kot ste prej rekli, dolga zgodovina teh procesov je, ki so, ja, to se strinjam, popolnoma se strinjam. In nobeno presenečenje ne more biti, da smo ljudje bolj ali manj vsi po vrsti vzgojeni za to, da če lahko zamenjamo znanje, informacije, podatke, kot bomo prej za denar, to tudi počnemo. Glede resnice, če sploh znamo in hočemo o njej razmišljati, pa navadno nekomu verjamemo. Pravi, smo zelo podredljiva bitja in smo pripravljeni zelo hitro verjeti, da nekdo, ponavadi je ta nekdo avtoriteta, pozna ali pa ve, kakšna je naprimer, resnica nečesa. Praviloma ljudje se ne znajdejo v položaju, po katerem govori Jezus. Tukaj sem, da pričujem za resnico. Ne, da jo zamenjam za kaj, ne, da jo propagiram ali pa, da jo komu ponujam, da ustanovim šolo, da se bodo še drugi ljudje lahko šolali za... Ne, gre za nekaj drugo. O tem bomo še govorili. Nadaljevanje, drugi odgovor, povezan z statusom resnice in odgovor na Pilatovo vprašanje, kaj je resnica. Ta prvi odgovor ne ponudi ničesar, da bi Pilat lahko sklepal, kaj je resnica. Razen tistega, če bi bil filozof, pa ni bil, ker je bil vojak. Tisto nekaj malega, kar smo že rekli. Status resnice je radikalno drugačen od vsega, na kar smo navajeni. To že lahko rečem. Gre z nebes. Iz nekega drugega sveta je. Drugi odgovor je ravno tako dober in enigmatičen, zagotovo izjemno zahteven za razmišljanje. Jezus namreč reče dobesedno, kdor je iz resnice, posluša moj glas. Kdor je iz resnice, ne iz krvi, mesa in kosti, tako kot ljudje smo. Kako to razumeti? Kako je človek lahko iz resnice?
In seveda, ali to pomeni, da samo kdor je iz resnice poslušal Jezusov glas, vsi drugi pa ne? In to vprašanje je dobro. Ker je logično, da je zelo verjetno, da samo tisti, ki so iz resnice poslušajo njegov glas, in seveda, kdor posluša, lahko tudi sliši, kdor sliši, lahko tudi razume. Kdor ne posluša, ne more slišati in ne more razumeti. In če ni iz resnice, je zelo verjetno, da se bo to drugo tudi dogajalo. Kaj pomeni biti iz resnice? Jezus ne reče biti resnicoljuben ali pa ne reče vsi tisti, ki imajo resnico za vrednoto, da poslušajo mnogo. Ne, on reče tisti, ki so iz resnice. Imamo dve zanimivi izjavi, ki se nanašata na človeško bitje. Ena je, da nekdo, človeško bitje, na primer, je človeško bitje, pričuje za resnico. Ne poseduje je, nima v svojih rokah, ni vladar nad njo, ampak pričuje za njo. Se pravi, je priča. In drugič, obstaja človeška bitja, ki so iz resnice. O tem ne boste slišali kaj pri študiju psihologije, tudi filozofije. Človek, ki je iz resnice. Kdo je to? Bomo videli. Čas, nikamor ne vodi. Gremo naprej. Zdaj, Ponci Pilat, to si lahko mislimo, ne? Rebež, bogi. Pojmi ti, kaj se dogaja, ne? Kaj ta človek govori? Ne? Zagotovo pojma nima. Človek, ki je iz resnice, pa ta je prišel iz neba, iz nekega drugega sveta in resnica je iz nebes. Kaj? Sploh pa ne odgovarja na moje vprašanje. A si judovski kralj nisi, a skriva nisi, kaj za Boga si, zakaj si sploh tukaj? In seveda reče, najte, petega strane, pojma nima, kdo je ta človek, pa kaj me zdaj morite zdaj z njim? Nič ni kriv, nič ne rel jaz, nič ne vem, da bi po kakšnem zakonu, recimo rimskem, ne, da bi bil česa kriv. Gremo, vozi. In to se dejansko tudi zgodi, ne, oziroma spet, ne, zadeva je dejansko je izjemno kompleksna. Ta vojak, ki je poslal v smrt, kakor hočete ljudi. In enkrat čist bogi in stopi pred ljudstvo, judovsko ljudstvo, ne, in se gre demokracijo. Namesto, da bi bil to, kar je, vladar, ne, nekakšno demokracijo, seveda. Ne. In seveda veste, zakaj gre. Ljudstvo, vi povejte, jaz lahko enega spustim, ne, vsako leto enega pomilostim, kjer ga hočete. Vi odločite, jaz si umijem roke, to bo malo kasneje rekel, ne. In seveda ljudstvo neuko, kakršno je, ne. In ne samo, da je neuko, zaslepljeno, ljudstvo je zaslepljeno, ljudstvo nima pojma. Zato to malo cinično, da se Ponci Pilat obrne ljudstvo. In si vemo seveda, kaj sledi. Ljudstvo raje izbere morilca, ker para to je, raje izbere morilca, da gre na prostost. In mogoče je sklepati, da če je moril enkrat, tudi drugo, kje pa piše, da ne more. Raje sprejme ljudstvo, raje sprejme morilca, kot Jezusa Kristusa, za katerega je oblastnik ravno kar rekel, da ni nič kriv. Da nič narobe naredil. Jaz ne najdem nobene krivde, pravi Ponci Pilat, so njegove besede, pri njem. In seveda, ko se to zgodi, si Ponci Pilat umije roke. Ampak to je posebno dejanje. Posebno dejanje,
ki je v resnici narejeno iz obupa. Ponci Pilat ne ve, kako se izvleči iz te nemogoče situacije. In za njega dejansko je nemogoča. Zakaj je nemogoča? Nemogoča je natanko iz istega razloga, kot je vsakokrat nemogoča situacija za vsakega človeka, ki se znajde v položaju, da lahko pričuje za resnico. Mi smo tako navajeni, smo tako vzgojeni, da se zadovoljimo, da se zadovoljujemo s tem, kar vemo, s tem, kar znamo, z znanjem, ki ga imamo na razpolago, ki smo se pač pridobili skozi šolanje, recimo, da smo s tem zadovoljni. Bolj ali manj smo zadovoljni, oziroma verjamemo, da bomo znanje še kopičili in ga bomo imeli vedno več in več in več. Podobno kot danes verjamemo, da je čisto dobro, da je smisel v življenju tudi ta, da razvijamo sami sebe, naprimer svojo osebnost in tako naprej in tako naprej. In to lahko usmišlja naše življenje. Skratka, v perspektivi večine ljudi je življenje bolj ali manj posvečeno linearno napredovanje od točke A do točke B, na koncu bi tak smrt. In zato je za vsakega človeka traumatično soočenje z resnico. Zato praviloma človek, ko se sooči z resnico, če sploh vse, seveda, če to dopusti, da se sploh znajde v takem položaju, poskuša zavrniti resnico. Poskuša narediti vse, da se z njo ne bi soočil. Zakaj ne? Zakaj se je tako traumatično soočati z resnico? Zakaj je to vprašanje sploh smiselno, če pa se zdi, da živimo v razsvetljenskih časih, v katerem ljudje prav ljubijo znanje, resnico, vednost in tako dalje. Se že dolgo časa ne živimo v starem veku, v srednjem veku celo ne. Pa ni res, ker ljudje ljubijo resnico. To približno ni res. Zdi se, da tako je, ker se lepo sliši. Ni res, kratko malo ni. Ljudje, torej, zakaj se praviloma skušajo odvrniti, se pravi, počnejo ravno nasprotno, kar je rekel Jezus. Jaz sem prišel tukaj, da pričujem za resnico, ne da bežim proč od nje. Ne da jo poskušam, ne vem, spremeniti v tržno blago pa prodajati. Ne. Samo eno stvar tukaj počnem in to je, da sem priča. In to je pogumno drža. Jezusova drža je pogumna. Tisto, kar je traumatično, je, in povzemam to, kar bom zdaj povedal po idejah, ki jih je do zdaj proizvedel Alain Badiou, povzemam torej po njem. Resnica dejansko prihaja iz drugega sveta. Vzemite to kot metaforo. Kako to zgleda? Najprej vzemimo en droben primer. Vsi ga poznate, zagotovo ga. Vsi ste se z njim že srečali. Zagotovo ste se. In zagotovo ste imeli vsaj eno drobno izkušnjo, ki je tale. Vzemite v roke Sofoklejevo Antigono. To morda vas narediti veseli šel. In berite Antigono. Kaj se bo zagotovo zgodilo? Ker veljajo enaki psihološki in drugi zakoni za vse nas. Za vse ljudi veljajo isti zakoni. Če berete Antigono, ki mimo grede ni nikoli živela, lik, izmišljen lik, če berete Antigono, ki je bila napisana pred 2500 leti, ni modern človek, ni včeraj, ni najstnica tam, ki hodi v gimnazijo. Nemudoma dobite občutek, da je naredila, ko se uprla Kreonu, nekaj, kar vas vsaj za trenutek navda z enim posebnim odnosom do nje.
z enim posebnim. Ni važno zdaj, ali se strinjate z njo, ali se ne strinjate, ali se poglabljate v njeno dejanje ali ne, ali jo obtožujete, ali jo branite. To ni pomembno. Pomembno je, da vsaj za trenutek zaznate, da je na tem, kar je naredila Antigona, ko se odprla Kreonu, vladarju, nekaj univerzalnega. Nekaj, kar odmeva 2500 let pozneje v nas, sodobni ljudi, iz starega veka. No, mi lahko razpravljamo, ali je njeno dejanje etično, ali ni bilo, ali ni bilo prav, tako naprej. To me sploh ne zanima. Zanima me ta drobna izkušnja, ki jo more imeti vsako človeško bitje. Ta drobna izkušnja je znak, da smo ljudje zmožni za univerzalno. Za nekaj, kar je večno in za nekaj, kar je neskončno. Da smo za to zmožni. In resnica je po definiciji izreda univerzalnega, večnega in neskončnega. In natanko o tem govori Jezus. Zdaj lahko prevedemo njegov stavek, prišel sem iz drugega sveta, da pričujem za resnico, da torej pričujem za večno, univerzalno in neskončno. Tukaj, na tem svetu. In to pričevanje za resnico nujno deluje travmatično na ljudi, zlasti seveda na oblastnike, kajti ob takem pričevanju za resnico se postavi pod vprašaj celotna logika sveta tukaj in sedaj, ki ga pač zastopajo. Pričevanje za resnico je vedno tudi vprašanje naslovljeno druge ljudi. Ali res mislite, da je svet tak, kot verjamete, da je? In že vnaprej ste lahko prepričani, da je odgovor samo eden. Ne, ni tak, kot verjamete, da je. Je drugačen. In lahko je bistveno drugačen. In tisti ljudje, ki to zmorejo, ki pričujejo za resnico, imajo status subjekta. Subjekt je ime za zmožnost človeškega bitja, da se podredi nečemu, kar ga prekaša. Zato subjekt ni individuum, ni oseba, ni posameznik. Ko človek postane subjekt, postane del nečesa večjega od njega. In to ima status univerzalnega in neskončnega. In kot subjekt, še vedno je, seveda, posamezno biti, jasno, da je. Kot subjekt, podložnik, nečesa, kar ga presega. Vsaj čuti, vsaj intuitivno čuti, da je postal del nečesa, kar je dobro. Nečesa, kar daleč presega njegove drobne, vsakdanje želje, potrebe, interese, voljo, pač vse tisto, kar ljudje v vsakdanjem življenju počnemo. In seveda zaradi tega je subjekt nujno v sporu s tem, kar ljudje imenujemo moja osebnost, posameznik, jaz, self in tako dalje, tako dalje. Kaj ti v odnosu do resnice se postavijo pod vprašaj vsi moji interesi. Ali so moji interesi res naravnani na resnico, ali pa so naravnani na drobne, partikularne zadeve. V kapitalističnem svetu so to zadeve, ki so povezane z denarjem, z menjavo, z napredovanjem, uspehom, kaj se ne daje. Resnica ne more po svoji naravi, prihaja iz drugega sveta, potrjevati sveta, v katerega pride, pa ga lahko samo razsuje, oziroma ga postavi pod vprašanje. In v tem smislu pa seveda je Jezus Kristus ne zločinec,
se nič narobe naredil, je pa nevaren. Ker se ob njem razsujejo vsa oblastna razmerja in to tudi Jezus v nadaljevanju, še en odgovor Ponciju Pilatu bomo analizirali, to tudi pove. Ne samo, da reče, kdor je iz resnice, sliši moj glas, kar pomeni, kdor ni, preprosto ne ve, o čem govorim, ker me ne sliši. Ampak reče še nekaj drugega. Reče, da tisti, ki pričujemo za resnico, zdaj ga parafraziram, tisti, ki pričujemo za resnico, to tudi počnemo. Oblast nas pa preganja. Oblast vselej po nujnosti preganja tiste, ki pričujejo za resnico. In še ne, na tej ravni imajo duhovniki in Poncij Pilat na nek način prav. Počnejo to, kar se od njih pričakuje. Ne zato, ker je Jezus zločinec, ampak ker pričuje za resnico. Kaj pravzaprav pomeni pričevati za resnico? Pričevati za resnico pomeni pričevati za nekaj univerzalnega in neskončnega, oziroma pomeni pričevati za nekaj novega, za nekaj, česar v tem svetu sploh še ni. Pomeni biti angažiran, ker tisti, ki pričuje, pri tem tudi vztraja. Jezus ne počne tega, kar počne en dan, ali pa 2, ali pa 14 dni. Prosim. Samo razjasnim, to pričevanje za resnico, kaj to pomeni? V smislu, jaz govorim resnico, pričam resnico, ali govorim resnico, ali pomeni gledam resnico, kot se izkazuje? Ne eno, ne drugo. Resnici ne moramo govoriti, kot recimo govorimo o znanju, informacijah, podatkih, tako naprej. Resnica ima poseben status, zelo natančno določen status, kot ga opiše Alain Badiou in pravi, resnica v resnici se pojavi in ko se pojavlja, že izginja. Se pravi, na nek način, če bi hoteli, bi si jo predstavljali kot en trenutek. En trenutek. Kot en šok, kot travma, kot nekaj, kar udre v vaš svet, ko vam je v trenutku nekaj popolnoma jasno, ampak o tem, v tem trenutku, še ne znate reči ničesar. Pojma nimate, kaj to je, zgolj čutite. No, na nek način... Jezus, ne? On, če pričuje za resnico, potem on lahko nekaj več, kot samo zgolj doživi šok. Sej, zato sem prej rekel, pričevati pomeni vztrajati v tem, ker ko resnica udre v naš svet, mi se lahko tudi umaknemo. Mi lahko rečemo, tole pa meni ne zanima, to je pa preveč šokantno, nekaj slišite, nekaj vidite, kaj se zaradi mene lahko vzamem kakšen zelo preprost primer. Recimo, Einsteinova teorija, splošne ali pa specialne, so vse nekatere relativnostne teorije. Ko jo artikulira, recimo, ko jo zapiše, je lahko odnos do nje, ali pa psihoanaliza, recimo, ali pa Spinozova etika, ali pa zaradi mene kakšna druga, revolucija, ki se je zgodila v umetnosti, recimo, Picasso, ali pa Dalí, ali pa drugi avtori. Človek, ki je zmožen pričevati, je tisti, ki vztraja. Nekaj se zgodi, odpre se, kot rečemo, novo polje, odpre se novo simbolno polje. Gibljamo se v simbolnem svetu, nič več v imaginarnih. Tisto smo že opravili. Odpre se novo polje. Človek lahko vztraja pri tem novem, on ne ve, kaj se bo zgodilo, ampak če bo vztrajal, pa bo vedel. 40 dni puščati. Recimo. In potem lahko artikulirate to, kar se imenuje, kar imenujemo učinki tega udora resnice v svet, tukaj in sedaj.
učinki, posledice tega udora obstajajo in mi jih lahko artikuliramo, tako da nekaj povemo, nekaj rečemo, nekaj naslikamo, zapišemo in tako dalje. Se pravi, lahko artikuliramo ne resnico, ampak učinke udora resnice. Se pravi, ko se odpre novo polje, ga lahko artikuliramo. Prosim? In Jezus artikulira... In on to počne. Okay. Tistih 3 leta, ko hodi po svetu, on to počne. Ja? To je njegovo pričevanje za resnico. Če bi smel, ne, da se kolega, mislim se za mene vsaj kot matematika, fizika, ena od materije, ki jo ne pričakuješ, ne, ampak vide tam. Nikoli je ne morate pričakovati. Ja, vide mora, ne, mislim, je, ker je v svetem pismu piše, kako je on povedal, v 2 dneh bom odkril enkrat. Ampak na simbolni se je pa čez 3 dni samo una za fesica drobna. Ja, resnica je kontingentna, zato se je nadala, tudi z verjetnostnim računom se je nadala povedati. Na noben način se je nadala povedati, nikoli. Ne morate... Meni se zdi, kot da se je zdaj ta resnica, ki se kaže preko katoliške cerkve, transformirala, da bi se nam prikazala. Tako kot se mi zdi sam, da človek potrebuje neko resnico, ki jo lahko vidi na lastne oči in Kristus je prav ta manifestacija neke metafizične resnice, ki je prišla tukaj in zdaj na zemljo. Mislim, koliko ste, bom rekel, vse skupaj še za ostalimi religijami lahko predstavljali. Aha. Je zadevo razumel malo drugače. Ne, da je resnica prišla, čeprav smo o tem govorili, ker bi se imeli potem zelo velike težave. Ne? Potem bi lahko morali bi odgovoriti na vprašanje, če je resnica prišla iz nekega drugega sveta. Ok, kateri je ta drugi svet? Kakšna je bila tam, preden je prišla sem? In se znajdemo v neskončnem regresu. Namreč potem bi morali spet poskušati resnico spremeniti, reducirati na določeno znanje. Piše, ne, Anja se mi zdi, da sem uč, ki si je v temi. Prav tle jaz vidim, da je Hanezov je specifičen. On ne odkrije Kristusa kot Boga, ampak ga skozi tekst, to, kad ste ga vi zdaj hodili, ne, predstavi kot Boga. Tako da ti skupaj z njim rasteš, ne. Ker Marko je kontra, ne. On je prvi, je splošen, to ciklično, to emigre, dejstva so taka, mislim, tako. Zanimiv mislim. Okay, ja, ok. Vem, kaj hočete povedati, se pravim. Jaz razumem zadevo, to, kar vi zdaj pravite, če sem jaz prav razumel, malo drugače. Namreč, to, o čemer smo zdaj govorili, z drugimi besedami, pomeni tole. Človek kot končno bitje. Mi vsi smo končna bitja. To je nesporno res. Mi smo smrtna bitja, smo končna bitja. Okay? In živimo v končnem svetu. Ta zemlja je končna, na vse zadnje tudi vesolje je končno, nekoč ga ne bo več. V nekem končnem času ga ne bo več. Vesolje ne bo neskončno dolgo časa trajalo. To se tudi fiziki strinjajo. Nekoč, den čez koliko in tako let, vse. Torej, gre za neko razmerje. Vse te metafore, ki jih uporablja Jezus in ljudje komentirajo, ponazarjajo neko razmerje. Temeljno razmerje, ki je razmerje med končnim in neskončnim. Zastopati resnico, Boga in tako naprej. Bog je neskončen. Drugo ime za Boga je neskončnost. Bog je, če je po definiciji neskončen. Moramo misliti drugačnega Boga kot neskončnega, ker tisto, kar je drugačno od neskončnega, je lahko samo končno. Bog ne more biti končen. Ker potem so nikamor prišli, potem samo kopičimo končnosti. Mi pa imamo ljudje idejo neskončnosti. Mi imamo spontano idejo neskončnosti. Tudi če o njej nič ne vemo, tudi če ne znamo artikulirati, tudi če nismo kantor, tudi če ne vemo, kaj so neskončne množice. Ker je ideja neskončnosti v nas samih. To je ena od Kantovih idej. Počasi bomo prišli do Kanta, sem že prej na začetku povedal, da bomo. Počasi. Zdaj, mi imamo v sebi idejo neskončnosti in lahko mislimo, če se seveda potrudimo, razmerja med končnim in neskončnim. In eden od načinov, kako se tega lahko lotimo, je ta, ki se ga lotevamo danes. Ne
Jezus je Bog. Jezus ni neskončen, je končno bitje. Iz Nazareta, ki živi zelo končno časa, 33 let, če verjamemo podatkom. Ne? Ampak bolj pomembno je način, bolj pomemben je način, kako on zastopa neskončno. Zastopati neskončno ne pomeni biti neskončen. Med drugim, do tega smo zdaj prišli, je v neskončnem je vsaka končnost nujno kontingentna. Kar pomeni, vsaka končnost bi bila lahko tudi radikalno drugačna. In v odnosih do neskončnosti se vedno znova dogaja nekaj, kar imenujemo vdor resnice, ki je sicer prazna množica, v končno. In ta vdor v končno nujno pomeni, da se to končno razpre, razsuje se, prekine se tok tega končnega dogajanja. Nastane zareza, če hočete, v končnem. In odpre se nova možnost za nekaj drugega, za neko drugačno končnost, ki jo lahko artikuliramo, če vztrajamo v tej razpoki, če lahko ta izraz uporabim, v tej novi možnosti, ki mi lahko tudi pobegamo od nje. Ne? Sam še to povem, če se spomnite iz Matrice. Iz Matrice, ko prvič peljejo Neja v avto, dež pada k Morfeju. Če se spomnite, on hoče najprej pobegati iz avta. Reči, pustite mi, grem jaz nazaj. In potem mu ena od 200 Trinity, pa še ena je, mu reče enemu od dveh mu reče, ok, samo tole bi ti rada povedala. Lahko greš nazaj. But remember, točno veš, kako je tam. Tvoje stanovanje, življenje, kakšnega živiš, še več istega. Lahko greš. In tudi Morfej mu reče, preden mu da obe tabletki, mu reče, lahko vzameš modro tabletko. Zbudi se boš v svojem postli, vse bo kot prej in tvoje življenje bo pač lagodno, linearno, počasi teklo naprej, tako kot je teklo do zdaj. Vse bo enako. Ali pa vzameš rdečo, ampak potem bo pa nekaj radikalno drugače od vsega, na kar si navajen. O tem govorimo. In to drugačno lahko nastane samo v odnosu do neskončnega. Iz končnega ne morete razviti ničesar drugačnega, razen variante istega. Samo kar je pa komično, bi pa pač to, da je cerkev na koncu zaprt sistem, ker ima odgovor na vsa vprašanja. Jaz bi rekel, da je tragično. Zaradi tega je moralo umreti veliko ljudi. Bolj kot pa komično. Čeprav, ok, razumem, prosim. Tem sem na stvar vprašal, kakšna je korelacija med kontingenco pa univerzalno? So vse stvari univerzalne? Prvič, a je resnica tudi kontingentna? Ali je samo... Način, kako se pojavi, je lahko samo kontingenten. Način pojavljanja. Kontingenca pomeni radikalno naključje. Ok. Tisto razmerje, kot pravite, razmerje med univerzalnim in kontingenco v nekem smislu ga ni. To sta dva različna koncepta. Ampak lahko pa rečemo, da je kontingenca nekaj univerzalnega. Se pravi, nekaj, česar ne morete spremeniti v, kaj je nasprotje od univerzalnega? To, kar je začasno, to, kar je končno, to, kar je omejeno, partikularno in tako dalje, tako dalje. Univerzalno je tudi večno. In kontingenca je večna, se pravi, nikoli ne bo prenehala obstajati, če lahko rečem. Nikoli ne bo prenehala delovati. To je neka univerzalna stvar, neka univerzalna teorija. Univerzalno dejstvo, recimo resnica pa sama po sebi ne more biti kontingentna. Ne, zato ker je prazna. Resnica sploh nič ni. Ker če bi bila resnica iz reda, kot smo že rekli, vednosti ali znanja, potem bi jo zapisali.
Lahko bi zapisali, v matematiki bi jo lahko zapisali v obliki enačbe. Resnica je žblj. Ampak v tistem trenutku, ko bi to nekdo rekel, ali pa zapisal, bi že imeli občutek, tle je nekaj narobe. In bi že lahko ugovarjali. In že naš ugovor je znamenje, je znak, da je resnica lahko samo, torej večna in neskončna. In ne morete neskončnosti zapisati v eni končni obliki, v eni končni formuli, eni enačbi. Čeprav bi matematiki to radi, pa eni fiziki bi to zelo radi, s teorijo vsega in tako naprej. Ne bo šlo, ker kadarkoli bi to naredili, imate spet isto razmerje nečesa partikularnega in končnega v odnosu do neskončnega. Prosim. A se človek nujno zaveda, da v nekem trenutku zastopa resnico, oziroma da je v te razpoki ali šele za nazaj? Naprimer, a je Spinoza vedel, da, ali pa naprimer vsi te ljudje, kako človek ve v nekem trenutku, da je tam v tem kraju? Ne ve. Ne ve, ima intuitiven občutek. Občutek, nekaj ga preveva. Občutek. Občutek, da se nekaj dogaja. Kot sem prej rekel, takoj bo. Vzemite Antigono. Vzemite, ne vem, pravim, recimo Descartove meditacije. In, ali pa Kopernikovo razpravljanje ali pa razmišljanje o gibanju nebesnih teles. Darwinovo izvor vrst. Seveda, zdaj je to na nek način težje narediti, zato ker bi se morali vrniti v leto, berite Darwinov izvor vrst leta 1859, ne danes, ko že poznate, se strinjate že naprej. Berite to 1800, berite Kopernikovo razpravo o gibanju nebesnih teles leta 1543. In imate to izkušnjo, da se dogaja nekaj, česar, kot sem rekel, prvi refleks je, česar najprej nočete. Ker se pojavlja nekaj, ki je tako drugačno od tega, na kar ste navajeni, da najprej to skušate zavrniti. Naprimer danes, v našem družbenem polju. Danes o tem pišemo nenehno, danes imajo tak status podnebne spremembe. To je šele komično. Koliko poskusov ljudi, da bi na nek način to zreducirali, oni se motijo konsenza, ni, ti podatki so, oni modeli so slabi. Ja, podnebne spremembe imajo danes tak status. Begunci? Lahko imajo begunci tak status. Imajo. Da pričajo za resnico. Da na nek način jo zastopajo. Seveda, resnico, recimo, vojne, sodobnega kapitalističnega vojskovanja, kapitalističnega dogajanja, če lahko rečem, ja, imajo. Ni nujno, da oni to vedo, ni nujno, da se zavedajo sploh. To, o čemer zdaj govorimo danes, je nekaj objektivnega. Tudi, če se noben s tem ne strinja, recimo, ko Nikolaj Kopernik leta 1543 umre, do približno leta 1600, sploh nišče ne ve, da je to knjigo napisal. To ve mogoče 3-4 ljudje, pa še tisti so nepismeni, pa pojma nima kaj no. 60 let za ta dogodek, ki objektivno udre v končni svet, sploh nihče ne ve. Ker tisto, kar je pomembno, tisto, kar je pri tem pomembno, pričevanju za resnico, je dvoje pravzaprav pomembno. Ena je, da se nekdo tega zaveda, da zna temu dogodku, kot pravi Alain Badiou, vdor resnice v empirični svet, pripisati ustrezen pomen. Zgolj to, se pravi poimenovati, recimo študentski nemir, maj 68, ima tak status. In ljudje se lahko do tega opredelijo in tudi so se. Večina se je do tega dogodka opredelila kot pač neka skupina dolgolasih, napol zblojenih, LSD-ja, zakajenih hipijev, se neki gre, dajmo hitro narediti red in mir in da bo življenje teklo naprej. In redki so, ki temu pripišajo ustrezen status. Arabska pomlad 2011. Enako.
Ja, tam ne neki ljudje, zdaj eni muslimani se neki grejo, neki rugovilijo, dajmo hitro tole pospraviti. In seveda, to se lahko zgodi. Ne? In od tega dogodka, od tega vdora, ni nič. Ali pa seveda uspejo posamezniku, francoske revolucije, 1789, pripisati ustrezen status in potem začnejo o njem razmišljati. Kaj se zdaj dogaja? Kaj je to? Francoska revolucija. Lahko je razmišljati o francoski revoluciji danes, za nazaj. Razmišljate o francoski revoluciji leta 1789 in živite v Parizu. Iz tega je treba izhajati. Pojma nimate, kaj se dogaja. Se tudi oni niso imeli pojma. Seveda ne, se pravim, če živite v tem... Živiš zdaj, Ja ne, vsem pa ni. Ne, ni. Obstajajo ljudje, ko ne ve o matematiki nič, ne? Glejte, to preprosto ni res. Ja, seveda je res. Ne, poslušajte me. Danes iz tega položaja, v katerem mi živimo tukaj, je udobno razmišljati. Ne, poslušajte me, kaj govorim za Boga. Govorim o neki razliki, čist preprosti diferenci. Ne mi govori, da je isto razmišljati v francoski revoluciji danes ali pa živeti leta 1789 v Parizu. Isto je, ker tudi ne veš ti, ker nisi zraven. Okay. A ste bili zraven? Človek ima to sposobnost, pa da si predstavlja rodine. Če pa ne poslušate, brez vedno ste Vi tukaj. veste, kaj se v vašem mestu dogaja zdaj. Mislim, ko ste tam. Čisto vse veste. Glej, ne poslušate, To vas no? vprašam. Brez vedno, da ste Ste sploh tako pametni. Prosim. Da ste pavč gospodu, ker je pameten. To mi je katastrofa. A res, a vi razumete, kaj res Ja, pa vprašam? Kako vi veste? A mogoče vejo Arabci v tem, v arabski pomladi, vse? A mogoče Prosim. Begunci vse? Glejte, to je moje predavanje, prosim. Pa zakaj se pa resnica, Izvolite. zakaj pa resnica rabi nekoga, da jo izpričuje, da pričuje za njo? Prosim. Ja, to povete. Ker je to... Zakaj rabi nekoga, da pričuje za njo? Prosim. Ja, seveda. Kaj je mesto, v bistvu, ki se nam navezal na to, kar je Andrej vprašal, on je zastavil vprašanje, ki se je vprašal spomnim v univerzalnem, oziroma o razliki med univerzalnem in kontingentom. Pa sem vprašal, kaj je mesto, na vaši govor poleg, vprašal, kaj je mesto univerzali znotraj kontingence resnice. Kaj je mesto univerzalnega znotraj kontingence resnice, oziroma znotraj resnice. Ok, zanimivo čist preprost primer. Ampak prosim, dajte slediti temu, o čem res govorim. Če brez veze, da govorim, če ne poslušate. Odgovor na vaše vprašanje je lahko tudi tale. Če hočete, če kdorkoli hoče, katerokoli, no, ne bom rekel glih, katerokoli živo bitje, ki bi bilo treba še kakšno zadevo povedati, ampak recimo človeška bitja. Katerokoli človeško bitje, če hočete razmišljati o svetu, ni važno o čem, okay? Potem morate uporabljati recimo sistem, recimo jezik. In ta sistem, ki vam pomaga, omogoča razmišljanje, mora biti diferenciran. Se pravi, morajo obstajati razlike. Naprimer, kaj je večje, kaj je manjše, kaj je levo, kaj je desno in tako dalje. O tem je pisal, predaval Ferdinand de Saussure, recimo na začetku 20. stoletja in bil prvi, ki je upozoril, da je razmišljanje o svetu zelo naporno in zahtevno početje. Kajti iz teh razlik, ki jih imate na voljo, zgoraj, spodaj, levo, desno in tako dalje, morate poskušati tvoriti stavke. Stavki niso generirani, oziroma jih ne generirate po naravni poti. Stavki niso že kar nekje in jih vi zgolj artikulirate. Ampak je obratno. Tukaj bi se navezal to, kar ste že tudi prej rekli. Ne obstaja, recimo, virtualni svet nekje in zdaj iz njega na nek način prihajajo v ta naš svet stavki, kakšne propozicije, izjave in tako da. Ne, nasprotno je res. Neskončnost ni tam nekje. Ni nekaj, kar empirično nekje obstaja in zdaj iz neskončnega k nam prihaja nekaj. Ampak je obratno,
mi smo tisti, ki poskušamo artikulirati, recimo, diference, iz tega izpeljati stavke in upati, da bomo generirali vsaj kakšnega takega, za katerega bomo lahko rekli, da ima status univerzalnega, da je univerzalija. Vzemimo konkreten primer, kako to poskuša narediti Kant, ko smo že danes pač to napovedali, v kritiki čistega uma, oziroma tudi v kritiki pravičnega uma, ko razmišlja o naravi svobode. Zdaj, to, kar bom povedal, je izjemno zahtevno. Zato hočem to artikulirati počasi, vi pa probajte temu slediti. Ker če ne, bo brez vede, bom nekaj prišli. To so zahtevne zadeve. Spet, vzemimo kot izhodišče, preprosto vsakdanje prepričanje velikega števila ljudi, ki je spontano. Če jim rečete kaj o svobodi, potem lahko ali rečejo, da svoboda ne obstaja, da ljudje nismo svobodni, da je pač vesolje determinirano, da je svet determiniran, da je vse na nek način določeno naprej in da svobodna volja ne obstaja. To je eden možnih odgovorov. Ne obstaja tudi debate med filozofi in drugimi, recimo neuroznanstveniki, ali imajo ljudje svobodno voljo ali ne, ali so na nek način zgolj sofisticirani roboti in je volja, svobodna volja, recimo zgolj iluzija. To je eden od možnih odgovorov, ki je dober. Neuroznanost dejansko lahko dokaže, da naši možgani sprejemajo odločitve bistveno prej kot naša zavest. To lahko izmerimo, dokažemo z napravami. Da ste se odločili za, ne vem, ali boste šli levo ali desno, vsaj nekaj sekund preden ste vi zavestno rekli, aha, desno gre. Odločitev je že padla. To lahko zmerimo na monitorju in vidite. Ok. To je ena možnost. Druga možnost je, da rečete, ja, jaz bi poskušal dokazati, da obstaja svobodna volja. Da se lahko človek, recimo, svobodno odloča in da je na tem torej nekaj univerzalnega. Ne? Se pravi, ne, da je človek da ima svobodno voljo samo danes ali pa jutri, ampak da je to univerzalno, da je vsak človek vselej jo bo imel. Nič se ne bo spremenilo po jutrišnjem, ok, to poskušate dokazati. Kako imate strašne težave? Vsi poznate tisti najbolj preprost ugovor, ko kdo začne razmišljati, da ima človek svobodno voljo, mu rečete, ja, kako pa ti veš, da to, kar zdaj govoriš, zato, ker si se ti svobodno odločil, kako ne veš, kaj pa, če je bilo to že določeno vnaprej. In se vrtite v neskončnost, oziroma Hegel bi rekel, v slabo neskončnost. Kant se problema loti popolnoma drugače. Kant sploh ne govori o svobodni volji, ko govori o svobodi, ampak govori o nečem drugem. Zdaj pa takole. Ko Kant poskuša v kritiki čistega uma najprej artikulirati idejo, kaj sploh je oziroma čisti um. To sem že prej povedal. Če hočete kaj o tem povedati, potem morate najprej to artikulirati. Če se hočemo pogovarjati o, recimo, čistem umu, moramo najprej nekaj povedati, kaj to sploh je, ker drugače ne vemo, o čem govorimo. Da bi torej Kant to poskušal narediti, reče takole. Čisti je eksistenca. Vse, kar je, vse, kar obstaja, vse, kar je okrog nas, eksistira, je eksistenca. Kant ne reče, da to biva. To je eksistenca, eksistira. Lahko bi rekli, naprimer, obstaja. In s tem bi se verjetno lahko človek kar hitro strinjal. Tole obstaja, eksistira,
vse, kar je okrog nas, ali je to eksistenca. Ok, eksistira, obstaja, vesolje obstaja. Težko bi dokazali, da ne obstaja, da ne eksistira. Imate zelo velik problem, ker tudi če rečete, da nekaj ne eksistira, morate domnevati, da obstaja nekaj, kar eksistira. Ker drugače ne veste, o čem govorite. To je zelo pomembno. Če nismo nečesa artikulirali, recimo, da nimamo jezika in se znajdemo v nekem svetu, v tem, v katerem smo se znašli, imamo, naprimer, da imamo občutek. Tudi to je sicer zelo sporno, ampak samo recimo, da ne bomo preveč komplicirali. Imate občutek, da okrog vas nekaj eksistira. Ampak dokler ne artikulirate tega nekaj, ne morete o tem reči ničesar. Ne morete niti reči, da nekaj eksistira. Se pravi, potrebujete način, kako vsaj nekaj reči o tem, o čemer govorite. To je zapleten problem, ker tudi vi eksistirate. Jaz eksistiram, vi eksistirate. Kar pomeni, jaz, ki eksistiram, poskušam artikulirati nekaj, kar eksistira. Jaz eksistiram med vsemi drugimi stvarmi, ki eksistirajo v tem vesolju. Torej še enkrat, nekaj, kar eksistira, skuša artikulirati samo eksistiranje vsega, kar je, torej tudi sebe. Mora biti drugače. Ker si vselej že del tega. Ok. Kako to lahko narediš? Seveda lahko narediš samo tako, da mora obstajati neka minimalna diferenca do tega, kar eksistira, kajti če si popolnoma potopljen v to, kar eksistira, ne moreš imeti zavesti, da obstaja objekt, ki eksistira. O tem je zelo veliko časa razmišljal, recimo Edmund Husserl. Zavest je vedno zavest o nekem objektu. Zavest je vedno zavest o nečem. Ne more biti kar zavest. Česa se pa zavedaš, tega, onega, tretjega, samega sebe in tako dalje. Torej, mora obstajati diferenca, razlika mora obstajati, da bi sploh lahko karkoli rekel o eksistenci, česarkoli že. To seveda nujno pomeni, da je razlika že del vsega tega, kar eksistira, ker ni zunaj tega. Če pa je razlika del tega, kar eksistira, imamo zanimiv problem in Kant ga je imel. Sam mimo grede smo na 6:30 res jed, ker pač pridejo po meni. Pome pa že čakajo. 1 minuta do. Aha, 1 minuta, prav. Pomoram pa res, ker se, če bi imel svoj avto, če bi jaz vozil, bi bil nevipen. Hvala. Fajn, prišli smo do tega problema. Domnevamo lahko, da vse to, kar eksistira, zajema pozitivno določljive objekte. Tile cideji, tale steklenica, jaz, tale gospa, ta prostor in tako naprej, plus nekaj, kar je razlika. Ker brez nje ne moremo sploh spregovoriti o tem, da nekaj eksistira. Vprašanje torej je, kako povemo nekaj o objektih, ki eksistirajo, probamo jih določati, probamo povedati, kaj to je in tako naprej, in kaj naredimo z razliko, ki pa ni nič pozitivnega. To je vprašanje in s tem bomo nadaljevali drugič, govorimo o teoriji subjekta.